Ampak kaj vidim? Da če bi se dopisovali, se dogovarjali ali vabili, tako kot običajno za kako konferenco, mi se ne bi zbrali. Tu je uspel svojo e-regijo profesor Gričar in smo mu zelo hvaležni. Naenkrat smo rekli, kaj je obrtna zbornica, krasno, ker mi se borimo za silver economy že od samega začetka, 32 let, ker šolari grejo v šolo zato, da bo izdelali 3. razred, da bo šli v 4. Angliščino se uči zato, da bo imel pozitivno v 5., da bo šel lahko v 6. V življenju pa ni tako. Ko končaš šolanje in si odrasel, se učiš zato, ker rabiš to znanje, da boš nekaj s tem počel. In vsa naša zamisel, da razvijamo sistem izobraževanja starejših, učenja z radostjo, je, da s tem nekaj počnejo, da jih vrnemo v življenje ali pa da jih ohranimo v življenju. Silver economy, kaj je to? Srebrna ekonomija. Vi ste, ko poslušate resolucije, ko vidite kaj, naletite na eno zelo neprijetno stvar na eni strani, da je nova niša pravi ekonomska. Mi se s tem borimo dnevno, kolegice naše tu v sprejemni pisarni, dnevno se borimo s tem, da smo mi ekonomska niša. Vi ne veste vse, kakšne manipulacije vse ponujajo, da bi zaslužili na račun ta stari. Mi moramo tako zavestno braniti, pa še neparkrat smo nasedli. Vse, ko smo se zavedli, čez par mesecev, zakaj se gre, ker nismo pravočasno se postavili v bran. Kaj je silver economy, sem se vprašala in sem rekla, največ ekonomija tistih, ki si ne barvajo lase. Šala na stran, ampak tu je lahko zelo nekaj raznolikega in mi moramo priti do ene skupne podobe, da jo bomo znali zagovarjati. In tu bi jaz načela nekaj vprašanj za razmišljanje vseh nas. Mi beležimo diskusije danes, ker običajno tisto napišeš teze, tega ne ponavljaš, poveš nekaj dodatnega, novega. In iz vsega tega, kar je bilo objavljenih tez, kar boste povedali danes, bomo poskušali oblikovati nekaj sklepov kot memorandum, pa bomo poslali vam v pregled, v dopolnitev in potem bi to objavili kot nek dokument skupnosti ljudi, ki smo se zbrali, ker nas to zanima in v tem vidimo eno prihodnost, gradimo skupaj prihodnost, tako bom rekla. Predno sploh začnem s temi svojimi tezami, bi rekla, da naš osnovni namen je, da se borimo proti diskriminaciji po starosti. Diskriminacija po starosti je zelo huda in ne zadeva samo starejše, v enaki meri ali še bolj zadeva mlajše. Mi jim ne pustimo vstopa v trg dela, dolgo ne, nimate izkušenj. Tam pa vse mečemo ven tiste, ki imajo izkušnje, ker jih ne rabimo. Ali rabimo izkušnje ali ne rabimo izkušnje. Kapital po svoje oblikuje svoj trg in žame človeka v 15 do 18 letih, potem je neuporaben za ekonomijo in prej je tudi neuporaben. Zakaj? Ker smo ga zašolali. Mladi so zašolani, zgubijo 20 let svojega življenja zato, da delajo tisto, kar jim rečemo, da morajo delati. Učiti se na pamet, mehanično, vse tisto, kar jim mi predpišemo, drugi od zunaj, država jim predpiše. Pa kje naj ta človek najde sebe, potem pa pravimo, ja, bodite ustvarjalni, ja, imejte svoje zamisli, ja, uresničujte svoje sanje. Kdo si pa upa sanjati po 20 letih zašolanosti? Od vrtca naprej mi poskušamo vrtce narediti kot šole, da imajo neke prave programe, da bojo prav delali, kaj so to pravi, ne bojo se igrali. Glejte, živimo v času, ki zahteva nove odnose osnovnih pojavov. In to je digitalna revolucija. Spreminjajo se družbene razmere, spreminja se druženje ljudi, spreminja se družinsko življenje, spreminja se ekonomija, zelo se spreminja. In s temi novimi pojavi se moramo mi spopasti. Bom nekaj pojavov povedala. Nizka nataliteta je del razvoja. Starajoča se družba, jaz bom rekla, bom vzela, avtor je gospod Kidrič, ampak mislim, da je zelo ustvarjalno povedal, dolgoživa družba. Ker ko rečemo starajoča se družba, vsi jamramo.
koliko zdravstvenih domov, koliko rešilcev boš rabil, koliko plenic boš rabil. Kaj vse vidimo, neko grozoto pred seboj, pri dolgoživi družbi se nam pa kar malo nasmehne, ni slabo, ne? Čeprav se zdaj mlad, pa je to neka dolgoživa družba. Zato priporočam, da ostanemo, jaz uporabljam izraz gospoda Kidriča, dolgoživa družba. Kaj je zdaj s to dolgoživo družbo? Mi imamo 25%, mogoče bomo imeli celo 30%, vse te proporcije v statistiki vidimo, družbe se starajo. Slovenija je imela 1996 leta 45 stoletnikov, danes jih je imela do polletja, sedaj že 290. A vidite, krivulja gre gor. Mi smo oprostili članarine, vse tiste, ki so bili 80 let stari, ker so bili redki, ko smo začeli, potem smo morali to ukiniti, ker tudi 90-letnikom več ne moramo obljubiti, da kot študenti ne bojo plačevali članarine, ker potem propademo, če ne bojo imeli teh članarin. A vidite, razmere se spreminja. Evropa se skoncentrira na to, da bo zaposlila stare delavce. Po 50-60 letu. Vse je v to usmerjeno, hkrati pa govorimo samo o službah. Služba kot oblika dela, služba za nedoločen čas kot obljubljena dežela. To je preteklost. Ko je bil profesor Schleicher pred par meseci v Sloveniji na konferenci OECD-ja, je rekel, vi živite v industrijskem obdobju. Ampak ne samo mi. Meni je žal, če Evropa živi v industrijskem obdobju. Pojave, ki jih prinaša razvoj, moramo sprejeti, jih obvladati in sebi vprit konstruktivno obrniti. To je nekaj dobrega. Če ne bo več imel službe za nedoločen čas 50-letnik, moramo si mi zmisliti, kaj bo imel. In hote ali ne hote. Mi moramo dovolj nove, fleksibilne, dinamične oblike dela. Enako pri socialni varnosti. Spominjam se člankov magistra Zupančičeve, ko je pisala o flexicurity. Fleksibilna varnost. Varnost je v nas, če smo dovolj fleksibilni, če smo dovolj zaposljivi tu in tam in ne vem kje, če znamo dovolj planirati svoje finance, če znamo na pravih mestih vlagati in tako dalje, pojavljajo se novi izrazi, novi pojmi. Ali pa drugega naj. Edutainment. Education in entertainment. Zabava in izobraževanje. No, mi lahko rečemo, da na Univerzi za tretje življenjsko obdobje imamo to, smo uresničili. Učenje z radostjo. Vsak, ki pride, hoče znati, hoče se naučiti, ni ga treba posiljevati z nečem. Ima pravico povedati, da bi ta letošnji program še nekaj dodal, še nekaj spustil, ali bi še kaj novega si pogledali. Se pravi, da so ustvarjalec tega, kar se uči. Vidite, in eden od teh pojavov je tudi dolgoživa družba. Ni spodrsljaj, ni napaka razvoja, nad katerim mi moramo jamrati, ampak je pridobitev družbe. Razvoja, znanosti, nove tehnologije. Danes v Silicijski dolini ali pa kje drugje ne vprašajo, koliko ste stari, niti kakšne ste narodnosti, najmanj vire. Tudi musliman si lahko celo danes. Samo da imaš dobro idejo, dober program in si čez noč uspeš z dobro idejo. Imate primere tudi pri našem knjigah opisano, kako je najboljša ideja imel nek fant, potem je pa leta Američan hotel vedeti, kdo je ta fant, ker je velike investicije tudi na njem gradil in pa rekel, jaz sem emigrant ilegalen iz Mehike v ZDA, sem pa star 19 let. A veste, ta diskriminacijo pod demokratizacijo nam prinaša nova tehnologija. Demokratizacijo na vseh področjih vidite, da se ne ločimo več ljudi po tem ali po onem, ampak po interesih pridemo skupaj. Sposobnosti. Vi, ki ste že razmišljali o starajoči se družbi, o dolgoživi družbi, vas je zanimalo od današnje sreče, da ste prišli. Kakšen privilegij, kakšna demokratičnost. Nismo postavili nobenih kriterijev, da moraš biti ali iz ambasade, ali iz ministrstva, ali iz neke šole, ali iz obrtne zbornice in tako dalje. Vidite, tu mislim, da so 3 populacije, ki odkrivajo v bistvu to silver economy, kar bi jo enačila z novimi oblikami dela. Ena populacija so starejši,
ampak ne misliti na zdravstvene servise. Najprej rešimo, kaj bojo ti starejši delali 30 let življenja. 30-40 let življenja. Kdo si lahko privošči, katera politika, katera aktivna generacija, kateri mladi si lahko privoščijo, da četrtina prebivalstva nič ne dela in samo sedi in je na miru. Dobili smo en mail, dojenčki in stari ne dajo mir in ne bojo tiho. Ja, ampak težko bo ostali, mi bomo uničili ostali 2 generaciji, če ne domislimo te silver economy. A je zdaj tragedija, če izgubiš stalno službo pri 50 letih, če imaš na razpolago 25 drugih oblik fleksibilnega dela, ki te lahko še ekonomsko bolj nagrajujejo, osebnostno, psihično bolj zadovoljujejo in ti dajo možnost novega socialnega učenja, prihajaš z različnimi skupinami ljudi v stik, od vsakega človeka se nekaj naučiš, v vsaki skupini doživiš nove stvari, bogato življenje. Ampak kje je zdaj zavora? A veste, ko smo mi začeli pretvarjati naše znanje, vsak študijski krožek ima 2 cilja. En je dejavnost, poraba znanja, en je mentor mora misliti na to, en je pa da se naučijo, pa preveriti, kaj smo se naučili posamezni semester. Ko smo 87 leta sodelovali s skupino študentov na ekonomski fakulteti, absolventov, da ustanovimo neke vrste študentske servise za starejše, kjer bojo razne kratke oblike dela. Jaz rabim za 2 meseca to, mi kdo pomaga, jaz delam ta projekt, mi kdo pride lahko pomagati, plačam. To se pravi, povpraševanje in ponudba se sreča na enem mestu, kar ni težko danes računalnike in vsem. In to so bili navdušeni fantje in mi smo verjeli, zaupali in smo rekli, to bo krasno. 2 sistema boste začela delovati sporedno. Znanje, učenje, stiki med ljudmi, hkrati pa delo, dejavnost. Mi smo imeli leto dejavne starosti. Pa je pustilo kakšne posledice v Evropi. Po tem letu nihče več noče govoriti o dejavni starosti, ker ne vemo, kaj bi to bilo, pa ne vemo, kaj bi s temi 30 let, 40 let živečimi odraslimi, kaj z njimi narediti, ker nimamo še izdelanega pogleda na to ekonomijo, ki je fleksibilna za mlade in za starejše, mora taka biti in za brezposelne. 3 plasti prebivalstva morajo odkrivati to silver, srebrno ekonomijo, imenujemo srebrno, ker mislimo predvsem na starejše. A veste, kaj se je s tem projektom zgodilo? Fantje so obupali, so prišli, so rekli, se razhajamo, tim se razhaja, ukinjamo, zakonodaja ne dovoljuje, smo bili na ministrstvu za delo. Danes, če kaj ustvarjaš, si kaznovan. A smo res tako bogata družba? Poglejte, Slovenija ima 70% uvožene elektroenergije. Ena od držav, ki je najbolj odvisna od tuje energije v času, ko je to tako pomembno kot kruh in mleko. Kdor bo imel energijo, bo obstal. Nimamo nacionalne politike energetske, to se pravi, nam ni jasno, kaj so cilji, in tam se znajde nek elektroinženir upokojen in postavi na sončno energijo malo elektrarno. Po nekaj letih se spomni spis, da ga kaznuje in mu vzame penzijo. Namesto da bi ga postavili za vzgled z obnovljivih virov, je napravil prototip elektrarne, pri njem se lahko vsak nauči, ni spal in bil tiho, ampak je deloval in je zato kaznovan. Absurd današnjega časa, ki uničuje mlado generacijo in srednjo generacijo uničuje. A vidite, siva srebrna ekonomija ni samo stvar starejših, to je stvar cele družbe. In mislim, da vsi ti različni interesi ne pridejo skupaj, da jo oblikujemo v eno podobo, ampak potrebna nam je podpora zakonodaje. Ali je pa ideološko postavljena zakonodaja, ki sloni na stereotipih, uničujoča za vse. Za srednjo generacijo, ki bojo vsi pregoreli, če bojo tako obremenjeni, vse se daje na srednjo generacijo, nič na druge. Slovenija je edina, nam je povedal profesor Šlajter, edina v OECD-ju, edina v OECD-ju, ne v Evropi, ki izvaža visoko kvalificirane kadre. A se mi s tem kaj ukvarjamo? A veste, kaj je? Prišel je jasen zaključek, mi lahko znižamo denar univerzam.
Mi ne rabimo univerz, v tem, ko je Slovenija doživela po dolgih desetletjih za drugimi razvitimi državami eksplozijo visokega šolstva. Zakaj jo je doživela? Dr. Šlajher nam je pokazal na grafikonu. Vse službe, ki se odpirajo, zahtevajo terciarno izobrazbo. Vse prihodna dela, vse, kjer boš lahko se povezal, moraš imeti višjo ali visoko izobrazbo. Ampak višjo izobrazbo mora imeti tudi obrtnik. Tudi ta znanja so vredna in jih priznati. Zakaj postavlja včasih na ministrstvo za šolstvo vprašanje? Zakaj ne pošiljate odličnjakov v poklicne šole? Ja, to pa ne morate. Ja, kako ne morate? Ja, so bili slabi učenci. To se pravi, napravite jih dobro, ne se razvijajo, ne grejo v najboljše šole. Pošljite odličnjake v poklicne, medtem ko te, ki so pa že itak odlični, pa so razviti, ne grejo pa v poklicne šole. Poklicna šola, danes poklic, govorite z obrtnikom. A veste, mu z interneta nekaj predlagate, prav to pa jaz ne vem, jaz ne berem nemško. Obrtnik, recimo, dela sanacijo stavbe proti vlagi. Sika, eno podjetje v Hamburgu, ima 90 proizvodov, ki jih ponuja za izolacijo rešitev te božje terase tam. A naj stranka ve, kaj bo uporabila. Zakaj ne izvažate tega v Sloveniji? Zakaj se ne dobi? In je rekel, veste kaj, gospa, preprosto, vaši obrtniki so iz druge galaksije, ker jih mi tako držimo. Ne grejo v poklicne šole tisti, ki so slabi učenci, ti bo šel za avtoličarja, ti bo šel za ne vem kaj, tam vse drugo. Za lesarja ne, ti ne moreš iti v gimnazijo. Mi že v začetku vemo otrokom, da so neumni in da nič ne vejo, in to v času, ko je psihologija priznala, da se IQ razvija. Končno, po nekaj desetletjih je knjiga išla v slovenščini, z vsemi raziskavami dokumentirala, so se osramovali, psihologi so to niti niso šli na predstavitev knjige. Ampak vidite, kaj nas zavirajo? Naša stališča, naši predsodki, naši stereotipi socialni, ker se bojimo stopiti naprej. Danes ne strah, ampak drznost pomeni nekaj. Strah nam ne more pomagati v časih, ki so tako raznoliki, s toliko možnostmi in šansami, ki jih nudijo ljudem, tudi mladim. In pravimo, šparamo na univerzo, zdaj pa ne bomo več privatnih univerz, fakultet zavirali. Slovenija se je lepo naenkrat razvila. Imamo v Novem mestu, imamo v Gorici, imamo v Kopru, imamo v Kranju, imamo v Mariboru. A vidite, možnosti, ker terciarna izobrazba je danes isto, kot je bila osnovna šola za časa Marije Terezije. Dovolj za umno kmetovanje. Danes pa z novo tehnologijo pa moraš imeti možgane drugače skravžljene, drugače razvite. In kaj pravimo kot posledica tega, da grejo naši ven? Pa vidite, da imamo preveč visoko izobražene. In ko povem v to lažbo kolegov, ki jih daj manj, ker se hočejo prekvalificirati z visoko izobrazbo raznih fakultet, ne dobite službe, ker v Sloveniji imamo premalo visoko izobraženih ljudi. Naše gospodarstvo še ni obrnilo še po digitalni revoluciji navzgor in ne zahteva takih ekspertov. Malo kje, v najbolj uspešnih podjetjih. A vidite, in tu izkušnje, znanje, fakulteta ne more vse dati. Potrebno je to socialno učenje in sodelovanje med generacijami. Tako kot je gospod ambasador Trekino rekel, daj dam, odnos je daj dam. In ne, da mi preprečujemo, da starejši kaj dajo, to je 25%. Mi jih moramo znati prisiliti ali motivirati, da bodo dajali najboljše, kar znajo. Zdi se strašno komplicirano, na razna področja sem posegla, ampak formula, kako bi to dosegli, je zelo preprosta. In jo bom še ponavljala, tudi sem jo že ponavljala. Pustite ljudem, da nadaljujejo življenje. Nič drugega. Največ moških umre prvo leto po upokojitvi. Grozljiva manipulacija moških, ki jih najprej treniramo kot lipicanarje v pravem mestu. Poklic, ja, zdaj ga pa ni poklica, status imaš pa poklicu. Ja, kaj potem? Ja, nimaš drugega, kot da umreš.
se ni drugega izhoda. Ženske imamo še kakšne neumnosti, levo in desno, pa delaš to in ono, ampak najbolj kruto je za moškega. Isto, tudi za ženske, nekatere sem gledala kirurgino na onkologiji, do 30. mesecu je operirala, prvega naslednji mesec ni imela ne sester, ne pacientov, ne sob, ne vizite, ni vedela, kaj se bo. A veste, mi lahko pustimo, če človek ve, da bo lahko nekaj počel, si zametke pripravlja, kot ste vi, gospod župan, rekli. Saj v mislih že prej, kaj bom počel. A veste, jaz sem velikokrat, ko sem predavala na fakulteti, jaz sem morala se držati študijskega načrta. Ni me ravno vse zanimala, ampak jaz sem morala to spredavati, da so na izpitu znali. Ampak na tihem pa se nekako grem v penzijo, kdo si knjige pušča tam, se bom pa z disleksijo ukvarjala, ker mene zanima, zakaj ljudje ne berejo. In so čudovite stvari odkrila, koliko so to pametni ljudje, pa nič ne berejo. Zakaj ne berejo in tako dalje, ne? Ampak, a veste, na tem področju, kjer delaš srcem, lahko nekaj daš od sebe. V službi ne moremo, nismo mogli vse srcem delati. Delček mogoče ja, ampak vsega pa ne. In tu ta silver economy bi morala biti tista, ki bi največ dejala. Največ dejala, vidim pa tudi pri mladih, pri diplomantih, grejo nekam na razgovor in vprašam, a ste šli, zdaj tam delate, ste se dogovorili, ne, prav, tja pa ne bi šla. Ne bi se v tem kolektivu veliko od sebe dali. Ne. A ni pošteno do sebe. To se pravi, da tudi mladi vejo, da bojo morali toliko dati od sebe, da je pogoj, da se dobro počutiš, da delaš srcem. Današnje delo zahteva dušo in mislim, da jo imajo in mladi in upokojenci, da se lahko razvije ena prava podoba srebrne ekonomije, ker ne moramo reči, da je dorečena, ampak če poskušamo in mislimo zdaj, največja cokla se kaže v zakonodaji. Tako kot je gospod iz obrtne zbornice povedal, tako lahko tudi drugje, vidimo, da bi morala zakonodaja stopiti iz prejšnje ideologije in priznati fleksibilne oblike dela. To je za umetnike, to so SP-ji, vsi zapirajo. Ker vsaka druga oblika dela je kaznovana z dodatnimi prispevki, razen zaposlitve. Ampak to je industrijsko obdobje. Tudi ta isti Schleicher, ker to je zelo razvito delektivno, z ogromno podatki razpolagajo v OECD-ju, je rekel, ali je bilo vprašanje, ali se bo delovni čas krajšal, ker se je z 12 ur na 7 naprej, je rekel, predvidevamo lahko, da v novi informacijski družbi bo služba tako eno uro, to, kar pojmujemo pod službo. In a vidite, koliko omejitev je in tega, tisti otroci so bili rojeni po letu 2000, napovedujejo, da bo kdo morda kdaj par let v življenju bil v službi. Nekje. A vidite, kako se stvari spreminjajo te paradigme in znotraj tega mi gradimo, vseh teh zunanjih determinant, mi gradimo to srebrno ekonomijo za vse, ne samo za tiste, ki se nabarvajo las. Hvala lepa.